V ponedeljek 22. septembra 2014 je ob 17. uri v avli Doma kulture Slovenske Konjice potekala druga novinarska konferenca neodvisne liste Skupaj za občino Slovenske Konjice z naslovom Predstavitev programa neodvisne liste Skupaj za občino Slovenske Konjice v volilni enoti 1 in 2, ki ga bodo kot izvoljeni člani občinskega sveta občine Slovenske Konjice uresničevali v mandatnem obdobju 2014 do 2018. Nosilec liste Stanko Kolar je pozdravil prisotne in uvodoma predstavil sklope programa in programska izhodišča, ki so jih kasneje v podrobnostih predstavili nosilci po področjih delovanja. Sam je predstavil programski sklop gospodarstva, zaposlovanja in socialnega podjetništva. Za uvod naj spomnim, da naša lista kandidira za svetnike v občinskem svetu. Ne podpiramo zaenkrat nobenega od kandidatov za župana. Upamo, želimo si, da bi tekma trajala čim dlje in da se bosta najboljša dva mogoče imela možnost pomeriti v drugem krogu. Mi za svojim programom zelo verjetno absolutno sami našega programa ne moremo izvajati. Smo ga pripravili v obliki, da ga ponudimo ostalim partnerjem, ki bodo izvoljeni v občinski svet, v debato in v možnost za uveljavljanje na skupnih točkah. Verjamemo, da bo bodoči župan ali županja, da boste imeli dosti posluha in želje prisluhniti našim programskim izhodiščem in predlogom za reševanje in da se bomo našli v tistem delu ali skupini, ki bo proaktivno vplivala na delovanje oziroma na izvrševanje proračuna občine Slovenske Konjice. Zavedamo se, da v teh trenutkih prevzeti župansko funkcijo ni enostavna stvar. Sami menimo, da bi takšen kandidat, ki bi lahko res odlično ali res aktivno vodil občinsko politiko, potreboval res ogromno znanja in izkušenj predvsem. In tukaj se bo v naši slovenski družbi moralo pač kaj zgoditi, da se bodo takšni ljudje upali in želeli izpostaviti, da bodo znali prenesti svoje bogate izkušnje iz gospodarstva ali sicer iz vplivnih položajev v družbenem življenju v vodenje manjših ali večjih lokalnih skupnosti in na koncu države. Imamo krizo upravljanja sistema, ker imamo premalo, po našem mnenju, kompetentnih ljudi, premalo se preizkuša mlajše, preveč se držijo v rokah neki kadrovski načrti ali kadrovske politike, ki dejansko ne vodijo v prosperiteto naše družbe. Mi si bomo zavzemali skozi naš program, da se ta vpliv čim bolj zmanjša, da se izniči in da ljudje, ki imajo vizijo, znanje in pa željo, dobijo tudi primerno plačilo za svoj poskus izpostavljanja svoje lastne odgovornosti za delo v družbenem življenju. Torej, prvi del naše tiskovne konference programskega dela je namenjen gospodarstvu, kjer bi pač poskušali izraziti par zadev, ki so pač moteče oziroma ki bi lahko bile boljše in se nam zdijo, da so takšne, na katere lokalna skupnost pravzaprav sploh lahko vpliva. Veliko stvari oziroma praktično večina našega pravnega sistema je delegirana iz nivoja države, zato je zelo težko govoriti o nekem gospodarskem programu, ki ga naj občina izvršuje, ker občina ni gospodarski subjekt. Je pa res, da skozi svoje strukture lahko pomaga pospeševati stike in pa ustanavlja organizacije, strukture, ki bi naj podjetnikom pomagale pri komunikaciji z občinsko upravo in tudi z državno upravo. Občutek imamo, da se premalo naredi ravno na tej komunikaciji in prav bi bilo, da se postopki poenostavijo in da se na mesta, ki vodijo takšne organe v občinski upravi, postavijo ljudi res z izkušnjami iz gospodarstva, ki bojo znali premostiti včasih nepremostljive ovire pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, pri plačevanju oziroma pri vzpostavljanju potreb za rast, za gradnjo, se pravi za komunalno infrastrukturo.
In tukaj je možno narediti takšne sisteme, ki so proaktivni, ki se merijo na participaciji pravnih oseb, podjetnikov, obrtnikov in tudi ostalih pri prispevku v občinski proračun, kar pomeni, da je treba privabiti v lokalno okolje gospodarstvo z mogoče tako imenovanim ničelnim vložkom in na podlagi njihove participacije skozi davčno politiko oziroma skozi davke in uspešnost pri zaposlovanju obremeniti njihove dobičke na koncu z vložkom v občinski proračun za nadomestilo pri upravljanju stavbnih zemljišč, se pravi komunalne infrastrukture, kot tudi pri opremljanju novih, primernejših, ne nujno vezanih samo na lokalno okolje oziroma na centre, kot so Slovenske Konjice in pa tale naša industrijska cona, ki jo izpostavljamo v Tepanju, ampak da je treba dati možnost vsem lokalnim enotam v občini Slovenske Konjice pri možnosti kreiranja manjših ali večjih industrijskih con, kjer naj občina in lokalno vodstvo pomaga obrtnikom in podjetjem pri njihovem zagonu in rasti. Seveda nam manjka tukaj tudi en pravi model štipendiranja. Poskusi so bili že v preteklosti, verjamemo, da z nekim načinom javno-zasebnega modela participacije občine in pa podjetij je možno narediti štipendijski sklad, ki bo dolgoročno vzdržen in ki bo dejansko izobraževal ali pomagal pri izobraževanju kadrom, ki jih lokalno okolje res potrebuje. Merila za to so jasna uspešnost podjetij in pa novi projekti, ki jih vodimo, zato da bi mlajši oziroma študenti in dijaki prišli do takšne izobrazbe, ki bo koristila našemu lokalnemu okolju. Verjetno imamo zelo podoben problem imamo tudi pri črpanju evropskih sredstev, kjer se v sodelovanju z našimi razvojnimi agencijami iz Celja in pa iz širše okolice prevečkrat ne najdemo in si ne zaupamo, zato bi bilo potrebno narediti neki lokalni center za razvoj gospodarstva, kjer bi se našlo gospodarstvo in pa kompetentni posamezniki z izkušnjami, da ustanovimo mogoče en svoj razvojni center, neke vrste agencijo za pridobivanje evropskih sredstev. Tukaj mislim, da bi se našli zelo hitro z našimi bivšimi deli občine, z Vitanjem in pa Zrečami v tem našem lokalnem bazenu, kot enem bazenu, ki bi lahko kreiral toliko dodane vrednosti, da bi se takšna agencija dejansko tudi izplačala in da ne bi bila namenjena samo temu, da tam neki ljudi dobi službo in da v bistvu dela projekte samo zaradi tega, da zagotavlja sebi plačo, ampak da dejansko prinese v lokalno okolje tisti denar oziroma tista sredstva, ki nam danes kronično primanjkujejo, da bi zagnali posredno tudi ostale panoge, ki naj pomagajo izgraditi takšno komunalno infrastrukturo, da bo ta gospodarski del prosperiral, se pravi po eni strani gradbeništvo in pa tudi vse ostale storitvene dejavnosti, ki padajo noter pod ta program. En velik del, kjer mu dajemo poudarek in se navezuje potem še na drugo točko našega programa, je socialno podjetništvo. O socialnem podjetništvu bi vam največ znal povedati Tadej Slapnik, ki je danes nažalost odsoten, se opravičuje, je pa dejansko med nami vsaj ekspert na tem področju in socialno podjetništvo predstavlja danes en velik potencial za zaposlovanje, predvsem za pridobivanje novih delovnih mest. Čeprav se mu reče socialno, ima ta pridevnik zraven mogoče malo slabšalen, pa to samo po sebi ne pomeni nič drugega kot to, da ni primarnega namena, da bi to podjetništvo ustvarjalo dobičke, ki bi bili namenjeni ozkemu krogu posameznikov,
ampak je namenjeno tistim, ki participirajo pri takšnem podjetju za svojimi malimi deleži, za deleži, ki so merljivi v zadružniškem sistemu, za deleži, ki lahko zelo hitro zarastejo, če se posamezniki v takšnih projektih znajo dobro obrniti in poklopiti. Treba je zgraditi eno osnovno strukturo, ki je v Konicah že nastavljena v okviru nekaterih projektov. Zadnji med njimi je Kreaktor, ki je neki prvi pravi poskus coworkinga, soustvarjanja v lokalnem okolju. Coworking je ena zelo moderna tujka, ki pa ni nič drugega kot to, da ljudje poskušajo na nekem nevsiljivem, enostavnem načinu narediti model sodelovanja med posamezniki, ki nimajo sredstev, ki nimajo zagonskega kapitala, in med tistimi, ki z malimi deleži lahko podpirajo takšne projekte in so pripravljeni v njih vlagati. Zelo moderni so tukaj modeli financiranja, spletni modeli financiranja za visokotehnološka majhna podjetja, kjer se posamezniki najdejo in poskušajo praktično iz nič ustvariti dober izdelek in ga potem tudi na trgu prodati. Ni pa socialno podjetništvo omejeno samo na podjetništvo v pravem smislu, ampak pokriva tudi ostale sfere družbenega življenja, kjer lahko najdemo ravnovesje med gnanjem za dobiček in za maksimalno storitvijo po maksimalni ceni ali pa ustvariti za ljudi, za posameznike, za prebivalce storitve njim primerne in tudi s tem posameznikom omogočiti dostojno življenje. Precej je ljudi, ki so izgubili službo, ki se iščejo, ki imajo ideje, ampak nimajo pravih orodij in mehanizmov. Zato smo mi tukaj, da skozi modele, ki jih poznamo, ki smo jih sposobni pripeljati tudi v Konice, ustvarimo nova delovna mesta in damo tem ljudem priložnost in da hkrati tudi tistim, ki sicer iščejo priložnosti drugje v tujini. Zadnje čase je zelo moderno govoriti o tem, koliko se mladi izseljujejo iz Slovenije zaradi neprijetnega ali nestimulativnega delovnega okolja ali družbene klime. To se da obrniti okoli. Slovenija je danes del Evrope, smo del ene globalne vasi, ki se mu reče svet, smo hitro dosegljivi, praktično sledimo v centru Evrope, živimo, zato nas ne sme biti strah ambicioznih projektov, ki jih lahko pripeljemo tudi v Konice. Se mi zdi, da smo prevečkrat zaprti v neke lokalne meje in v tarnanje, kaj vse se ne da narediti, in da včasih je treba samo malo preko pogledati in dopustiti posameznikom, ki imajo projekte na mizi, da te pripeljejo in da začnemo udejanjati. In tiste slovenske fovšije mora biti tudi nekoliko manj, pa bo zadeva bistveno lažje rešljiva. En del, zelo ambiciozen del tega projekta je vsekakor tudi vzpostavitev Centra kreativnih industrij in družbenih inovacij jugovzhodne Evrope. Imamo precej ali pa kar nekaj nasedlih nepremičnin, pravim, in poslovni spomenik, ki mu pravimo Konusova poslovna stavba, za katero že dolgo iščemo vsebine, pa mogoče jih iščejo nekateri drugi bolj na dobičkonosni ravni. Dejstvo pa je, da bi skozi vzpostavitve centra, ravno tehnološkega centra, manj za gospodarske efekte v smislu nizke dodane vrednosti, govorimo o visoki dodani vrednosti, se pravi o informatiki in podobnih razvojih visoke tehnologije, da bi poskušali v tem našem konoškem spomeniku res adaptirati prostore in noter postaviti eno dobro delovno okolje, družbeno klimo za delovanje takšnih novih tehnologij. Ideje oziroma želje, iskanje za lokacijo takšnega centra obstaja. Če mu odpremo vrata z osnovnimi projekti in če najdemo način participiranja lokalne skupnosti, ki je vsekakor izvedljiv, sem prepričan jaz in naša lista, da lahko v Konice pripeljemo še nekaj oziroma kar precej posameznikov, ki bodo tukaj našli svoj dom in bodo dali našemu mestu nekaj metropolitanskega in tudi nova delovna mesta, ker
bodo potrebovali storitve za njihovo dobro in kvalitetno delo. To je del, ki se tiče gospodarstva, socialnega podjetništva in pa tega našega centra kreativnih industrij. Jaz bi pa zdaj predal besedo naprej še ostalim mojim kolegom, ki sedijo tukaj za mizo, da predstavijo še svoje dele tegale programske sheme, ki smo jo pripravili za letošnje lokalne volitve. Monika Kerovec-Korošec, nosilka liste v volilni enoti 2, je predstavila del programa, ki se nanaša na vzgojo in izobraževanje in problematiko vrtcev. Začeti je treba pri najmlajših in jim ponuditi ugodne pogoje za njihovo vzgojo in učenje. Nismo več v časih, kjer se je v takih ustanovah, kot so vrtci, res izvajala samo vzgoja. Zdaj je v bistvu pomembno učenje, ki ga otroci lahko ponesejo potem naprej, ker najboljše orožje vsakega posameznika je tisto, kar sam zna narediti in v bistvu potem tudi lahko s temi znanji in kvalitetami, ki si jih pridobi, zelo dobro vpliva naprej. Vrtec Slovenske Konjice ima v bistvu zelo zastarele prostore, tudi sam v Konjicah kot enota, vrtci na Tatenbachovi, Prevrad, enota Loče in potrebno jih je zgraditi na novo. Ne gre tukaj za obnovo objekta, ker ne bi s tem naredili nič kaj pametnega, bom povedala. Kader, tako vzgojni kader, strokovni kader kot administrativni kader nima primernih prostorov, zato se je naša lista skupaj odločila, da podpre projekte izgradnje novih vrtcev, ki bodo pa temeljili na energetsko varčni in pa ekološko sprejemljivi zasnovi. Potrebno v bistvu je načrtovati sodobno opremo, tako kot sem že prej omenila, za kakovostno učenje otrok. Seveda so tudi normativi in standardi, ki pa narekujejo svoje, ampak zato je čas potem, da se te stvari uredijo. Če pogledamo tudi malo na ven, je treba to problematiko obravnavati bolj celostno in sicer prometni režim, ki je pri vrtcih zelo zgoščen, ko otroci prihajajo in odhajajo iz vrtca. Potem vedno več je vključenih otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo strokovnjake, različne strokovnjake, tam, kjer imajo pač primanjkljaje, in pa seveda tudi prostore za njihovo individualno pomoč, ki jim ti dodatni strokovnjaki še potem to nudijo, ko prihajajo v vrtec. Projektna dokumentacija je nekaj pripravljena, potrebno jo je pregledati in tudi dopolniti. Nekaki časovni termini projektiranja in izgradnje pa so naslednji. Izgradnja novega vrtca na Tatenbachovi, potem enota Loče, enota Slomškova, ter pa izgradnja prizidka v enoti Prevrad ali pa širitev enote na Slomškovi ter ukinitev enote na Prevratu, kjer bi se pa lahko tudi vzpostavil medgeneracijski center. Kot je že bilo povedano, otroci, ki bodo rasli v bogatem vzgojnem učnem okolju, so res naša najboljša naložba za prihodnost in prav je, da jim to tudi omogočimo. Anton Noner, kandidat v volilni enoti 1, je pojasnil programske vsebine, ki jih je lista postavila za prioritetne na področju športa. Slovenske Konjice, ne glede na svojo majhnost, akumulirajo izjemno število nadarjenih in vrhunskih športnikov. Športnemu potencialu, ki je v Dravinjski dolini izjemen, je nujno potrebno zagotoviti pogoje, da se razvija in ne nazadnje mu omogočiti, da tudi tukaj ostane. Izgradnja športnega centra na Dobravi bi omogočila vse našteto, hkrati pa bi uspešno vključila že obstoječo športno infrastrukturo. Skratka, prizadevali si bomo, da bi v doglednem času, v neki perspektivi 5, 6, 7 let, resno pristopili projektu izgradnje novega športnega centra na Dobravi. Kaj bi pa vse vseboval ta center? Izpopolnjen nogometni stadion s kvalitetno atletsko stezo, stadion, ki si ga sicer nasplošno znamo predstavljati, ko menimo športni stadion, športno dvorano, ki bi omogočala kvalitetne pogoje za trening osebno trajnim športom, uporabljala bi se za namene treningov in za namene spodbujanja rekreativnega športa, optimalno izkoriščena dodatna infrastruktura, ki bi vsebovala medicinski center, v okviru katerega bi bile zajete celostne medicinske usluge, ordinacija za športnega zdravnika in prostore za fizioterapijo, ki bi bila na voljo vsem športnikom v občini in tudi širše,
center sedežev športnih društev. Prostori vseh društev v občini bi bil skoncentriran na enem mestu, kar bi omogočilo lažje sodelovanje in povezovanje med njimi, hkrati pa bi ob individualno namenjenih prostorih lahko koristili še skupno predavalnico, ki bi bila dodatna vrednost k izobraževanju športnikov in razvijanju športa nasploh. Športne trgovine, ki bi omogočile lažji dostop za specializirane športne opreme posameznikom in društvom, spalne kapacitete, ki bi omogočile lažjo izvedbo priprav za športnike, društva ali reprezentanc, celostno ponudbo športnega centra bi lahko tako privabljala tudi tuje športnike in klube, ki bi gotovo ugodno vplivali na razvoj športnega turizma tudi pri nas. Gostišče, parkirišča v zadostnem številu, skratka, izgradnja športnega centra na Dobravi tako zajema izgradnjo nove infrastrukture, kakor tudi optimalno obnovo stare, ki bi se seveda vzporedno koristila pri procesih treningov. Predispozicije, ki jih nudi lokacija, potrebno izkoristiti maksimalno in vključiti tudi sanacijo kopališča in njegovih površin, ki bi lahko prihodnje vodila še do razvoja na področju vodnih športov v občini. Seveda to ni projekt, kot sem že na začetku omenil, ki ga bi v enem letu bilo za izvesti, ga bi bilo pa sigurno izvesti v 3-4 letih, saj projekte, viri financiranja, kot so določeni strukturni skladi in pa seveda se potem tudi konkretno brez fig v žepu tudi lotiti tega projekta. To je, kar je se nasplošno kot ena izmed največjih stvari, seveda pa je na področju športa pri financiranju, združevanju moči, tako finančnih, kot tudi infrastrukturnih, kot tudi kar se tiče znanja in izkušenosti, kar nekaj, ampak o tem, da je drugič. Blanka Kovačič, kandidatka v volilni enoti 1, je predstavila dosedanje izkušnje in predlagane ukrepe za razvoj kooperativ in lokalne samooskrbe. Mi smo mnenja, kot že prej omenil Stanko, da z razvojem socialnega podjetništva in pa zadružništva skupaj odgovarjamo na tiste segmente gospodarstva, ki so mogoče za marsikoga najbolj pereči, predvsem kar se tiče lokalne samooskrbe s hrano, torej pomembno je, da jemo zdravo, lokalno samooskrbo z energijo, kar pomeni, da glede na to, da nas obdajajo gozdovi, je zelo velik izziv lesna biomasa in pa s tem seveda zniževanje stroškov celotne infrastrukture na površini celotne lokalne skupnosti. Prav tako je izziv lokalna samooskrba z vodo in pa z zdravstvenimi in pa socialnimi storitvami, kakor tudi z izziv mladih, potreba po stanovanju, po stanovanjskih kooperativah oziroma po prostorih za bivanje, zaposlitev bi moral biti neko normalna faza razvoja in sicer odgovor, zakaj socialno podjetništvo in pa predvsem zadružništvo, zaradi tega, ker je to nekako najbolj demokratičen način razvoja lokalne skupnosti in pa tudi gospodarstva, predvsem v tistem segmentu, kjer se ga konvencionalno podjetništvo ne dotika. Gre za družbeno odgovorno podjetništvo, predvsem v segmentih, kjer gre za trajnostni razvoj občine, lokalne skupnosti, predvsem na, kot sem že omenila, na področju prehrane, na področju vode, energije, stanovanj, zaposlitev, socialnih in zdravstvenih storitev. Prav tako je ena izmed glavnih pobud znotraj zadružništva razvoj turizma v lokalni skupnosti, in sicer predvsem razvoj lokalnega turizma, revitalizacije našega mestnega jedra, tako da bi v mestu samem, poleg tega, kar smo že naredili in prireditve, ki smo jih že izpeljali, poskušali narediti še več in na tak način dvigniti prepoznavnost našega mesta na, bom rekla, svetovni parket, če lahko temu tako rečemo. Pripeljali smo evropski projekt Jadranskih iger, potem v nastajanje festival konjeništva in pa uprizoritve kmečkega punta ob festivalu oziroma kot festival ob 500. obletnici kmečkega upora. Kooperative in pa oziroma zadruge in pa to družbeno odgovorno socialno podjetništvo se izkazuje ne samo v našem lokalnem prostoru, ampak na
svetovnem prostoru kot učinkoviti faktorji za zagotavljanje rasti in pa razvoja posameznikov in pa mikropodjetij. To pomeni, da lahko posameznik znotraj zadruge ali pa socialnega podjetja v bistvu skreira svoje delovno mesto. In to je zopet odgovor na to, da si želimo, da se stopnja brezposelnosti v naši lokalni skupnosti zmanjša. Je kar nekaj stvari, kar se tiče programa v zadružništvu, ki ga želimo udejanjiti. Začeli smo že z lokalno samooskrbo, ki jo seveda želimo še naprej in jo bomo še naprej peljali, s tem, da bomo sukcesivno potem dodali še ostale dejavnosti. Hvala. Lista pod zaporedno številko 8 Skupaj za se bo zavzemala, da občina Slovenske Konjice postane prva 100% samooskrbna občina v Sloveniji, ki bo trajnostno in naravnano izkoriščala naravne potenciale in danosti, spodbujala uporabo lokalnih finančnih, storitvenih, proizvodnih in kadrovskih potencialov s ciljem generiranja novih delovnih mest in odprave brezposelnosti v občini. Posledično pričakujejo, da bomo v obdobju do leta 2020 postali najrazvitejša občina v Sloveniji. Lista je javnosti najavila še družabne dogodke, ki jih bo v obeh volilnih enotah organizirala do volitev, druženje kandidatov, podpornikov in simpatizerjev liste. 26. septembra popoldne v SMS baru v Ločah in 3. oktobra v pubu Beli konj v Slovenskih Konjicah.